Gorenjska obzorja. Na stežaj. Radio Sora vam dela družbo in čas je, da odpremo vrata naše radijske klepetalnice Na stežaj. Tokrat so v našo družbo prišli pasijonci, ki v teh dneh na Škofjeloške ulice in trge prinašajo zgodbo ene najdragocenejših prič slovenske kulturne in duhovne dediščine, škofjeloškega pasijona. Besedilo, ki ga je napisal kapucin pater Romuald Marušič in velja za najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v slovenščini, je po 11 letih doživelo ponovno uprizoritev, prvo odkar je vpisano na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine. Kako je škofjeloški pasijon nastajal in zaživel na loških ulicah in trgih, pa nam bodo v nadaljevanju povedali režiser Marcelo Brula, pa šiviljska mojstrica Milena Dolenc, rekviziter Martin Kolenko ter igralca Nejc Gartner in Nataša Vrhunc. Najprej pa dober dan in dobrodošli vsi v naši družbi. Kako ste? Dobar dan. Hvala za povabilo. O pasijonu bo tekla beseda danes. Pasijon ni le predstava, je živa zgodovina, je en tak zanimiv preplet vere, kulture in skupnosti, ki vsakič znova poveže širše škofjeloško območje. Če najprej povemo nekaj o samem pasijonu in o tem, kaj pasijon pomeni vam, morda začneva kar midva, gospod Brula. Pasijon, to je veliko več kot sama beseda pasijon. Škofjeloški pasijon je doživetje, je pričevanje najvažnejšega sporočila za nas kristjane. V družbenem smislu je pa pasijon povezovalec obeh dolin. Je trenutek, ko vsi v Škofjeloki dihamo skupaj. Je tak trenutek, ko vidiš, kaj lahko človek naredi, če združi svoje moči. Če pogledamo med vas mlade, kaj pasijon pomeni vam mladim? Kako ga vidite in doživljate tako čisto v praksi, po vsem tistem, kar ste slišali o njem v šolskih klopeh in se morali o njem naučiti? Ja, res je v prvi vrsti pasijon doživetje vere. To je prvo sploh postavljen tak čas premišljevanja in priprave na veliko noč in ti da res ogromno stvari. Glede na to, kakšna velika stvar je to, še zmer sem tudi, da premalo zvemo o tem v šoli, kot ste omenili, in druge, ker ko si enkrat zraven, šele vidiš, kako težo ima in kaj vse ti tak pasijon da in na duhovnem področju, kot tudi na družbenem. Kako pa na pasijon gledate sodelujoče udeleženke? Ja, jaz pri pasijonu sodelujem že od svojega 26. leta. Zdaj sem jih pa 52, čeprav sem že ves čas zraven. Ja, zoriš, tako kot zoriš osebnostno, tudi pasijonsko vlogo zoriš, ker sem imela v bistvu ves čas isto vlogo. Pa mislim, da na naslednjem pasijonu bom pa že malo prestara. Bomo videli, kako bo z naslednjim pasijonom. Letošnji se je že prevesil v drugo polovico in navdušil številne obiskovalce Škofje Loke. Gospod Brula, kako zadovoljni ste z njegovo izvedbo? V velike čevlje ste stopili, zahtevna vloga je bila pred vami. Je pasijon uspel tako, kot ste si želeli, kot ste si zamislili, morda še celo bolje? Ja, pasijon teče prav tako, kot sem si zamislil, ne morda v prvem trenutku, ker logično nekaj je, ko razmišljaš, potem pa, ko prideš na cesto. Moram pa reči, da sem vesel, da sem vztrajal pri tem, kar sem želel pokazati. Najbolj sem si želel potruditi, da damo pravilno sporočilo, pravo sporočilo pasijona, da ni to spektakel, da to je predvsem nekaj duhovnega. In sem si res želel tako postaviti pasijon, da ljudje začutijo, da je to ena sama procesija. Bili so navajeni, pa vedno se govori o prizorih, kar se mi zdi prav, da se govori o prizorih za vaje, da imamo vaje ta pa prizor, zdaj pa ni več prizorov, zdaj pa samo en sam pasijon, ena sama procesija. Moram reči, da za premiero je bilo res fantastično, vsi so začutili to mojo idejo. Mislim, da prvič na premieri in zdaj pa samo teče. In res sem zelo ponosen na vse, čisto na vse, igralce, statiste, nosače, vso ekipo. Pasijon ni moj, pasijon je naš od vseh. Predstava je naša tudi od teh, ki nastopajo, pa od teh, ki smo za odrom. To ni delo, ki bi ga lahko en sam napravil, to je skupno delo. Brez vse te ekipe ne bi prišli nikamor.
Gre za izjemno zgodbo, za procesijo, ki pripoveduje poznano zgodbo, pa vendarle vedno znova na nov način, z novimi ljudmi. Letos je pri postavitvi pasijona sodelovalo več kot 1500 nastopajočih. Nastopajočih 1206, vse skupaj nas je pa okrog 1500. Ja. Je pa res, da smo malo pospešili nekatere prizore, da se tudi malo prilagodimo času, kjer je vse bolj vizualno, kjer vse tudi bolj čutiš preko tega, kar vidiš. Ne? In zato sem tudi dodal kar precej igralcev. Tako, in moderne tehnike, ne, ki je odlično Absolutno. pospremila vse skupaj. Kakšen izziv pa je bilo to vse skupaj koordinirati? Zelo velik izziv, ker je težko povedati. Ne? Jaz sem imel v glavi predstavo, sem si predstavljal, kako želim. Je pa težko to naprej podati, ker ko ti režiraš eno normalno, če hočemo reči, igro ali nastop, igralci vejo, kako začne in kako se zaključi. Tukaj je pa vsak bil v svojem prizoru in ne ve, kako gre naprej in kako to povezati, sem samo jaz imel v glavi. In morda zdaj, ko že poteka pasijon, vidijo, zakaj morda nekaj tako postavljeno, nekaj drugače. Je pa tudi res, da sem veliko delal pri tem, kako morajo premikati roke, kaj morajo gledati, kako hodimo na odru, in to sem zelo vesel, da mi ljudje povejo, da so opazili, da tudi na te detajle so opazili. Ne? Ali pa tudi na detajle pri obleki, ki smo rekli, bomo popravili to ali ono, pa sem slišal, kdo bo pa to gledal, pa so videli. Isto pri rekvizitih je isto. Smo posodobili in ljudje vse opazijo. Ljudje opazijo razlike. Veliko dela je bilo opravljenega, povedali ste, več kot 1500 soustvarjalcev letošnje izvedbe pasijona. Kakšnih prostovoljnih ur vam verjetno v tem času še ni uspelo sešteti, ne? Ne, ne, to je pa ogromno. Je težko zaračunati koliko ur, ker od momenta, ki sem bil izbran, nisem že na drugo stvar mislil, kot na to, kako bom postavil to, kako bi bilo bolje to postaviti, kako preurediti to ali ono. Tako da nešteto ur, neprespanih ur. Tako, za statistiko bo pa čas potem, ko bo odigrana še zadnja predstava. Mi si bomo zdaj vzeli čas za kratek glasbeni predah, potem pa najprej pokukali v pasijonsko zakulisje, ki ga še kako dobro poznata Martin Kolenko in Milena Dolenc. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. V družbi pasijoncev ostajamo v današnji radijski klepetalnici in se, kot obljubljeno, zdaj le selimo v zakulisje. Še kako dobro ga poznata rekviziter Martin Kolenko in mojstrica šivilja Milena Dolenc. Če zdaj le začnemo tale delček našega pogovora, morda z vprašanjem, kaj je bilo tisto, kar je vaju pripeljalo k pasijonu? Zakaj ste se odločila biti del tega veličastnega projekta po 11 letih? Jaz sem že, se pravi, leta 2015 igral Adamovega otroka in sem slišal, da je pač bo pasijon igran leta 2026. Sem pač sigurno hotel sodelovati tudi zato, ker je bil moj oče že od samega začetka zraven, pa ker je to ena taka stvar, ki mi kot Ločanu pa kot Kristjanu veliko pomeni. Jaz tudi igram v enem prizoru in sem bil že v enem prizoru kot rezerva. Tudi pomagal sem nekaj v tehniki, pol me je pa enega dneva Andrej Frelih klical, pa je rekel, da bi rabil enega pomagati za rekvizite. Pa sem pa videl tle eno priložnost, kjer lahko jaz nekaj svojega pripomorem k pasijonu, dam en svoj pečat v ta izvrstni dogodek, tako da sem se pol odločil in pridružil. Imeli smo sestanek z Marcelotom pa Marjanom Berišičem, ki mi je tudi ogromno pomagal in ne moram reči, da sem samo temu, ker je bil on ves čas z mano, pa tudi drugi ljudje, ki so me recimo zamenjali med tem, ker sem nisi igral. Tako da ja, zelo smo se ujeli zelo hitro, z Marcelotom so se veliko stvari strinjali, veliko idej dobrih novih imela. Na tem sestanku enkrat sem mu nekaj pokazal od filma Passion of the Christ, ki ga je režiral Mel Gibson, pa mi je bilo sploh malo strah vprašati, ne, sem nekaj pa zdaj Marcelo rekel, če bom mene moje ideje dal, kaj bi pa noter dali za rekvizite, pa se Marcelo malo po svoje rekel, ja, vidim, da iste stvari gledaš, kad jaz. Tako da smo pol ker... Našla skupni jezik, ne? Milena, kaj je vas pritegnilo? Ja, jaz sem pa tudi od samega začetka zraven, takrat, ko se je čist začel na novo 1929. Takrat sploh nismo videli, v kaj se spuščamo. No. Ampak bila sem zraven vsa leta, ne, pomagala, sicer samo malo šivala, ne,
Zdaj mi je pa tudi povabil Jakob, pa Marcelo na sestanek in sem se mečken bala v bistvu, ker takrat sem samo šivala, nisem bila tam zraven, ne? In pol nisem imela toliko teh prizorov, vse to v glavnem, pač sem zdaj sprejela in... Ste se lotili enega takega konkretnega izziva, kako je bilo, ne vem, najprej pregledati fundus oblek, ki so bile že narejene, preveriti, koliko je še uporabnih in potem dopolniti, ne, tudi z nekaterimi spremembami, ki so bile uvedene, pa obleči 1206 igralcev. Ja, je bilo kar pestro, sicer pomaga nam 8 punc nas je v garderobi. Pregledali, imeli smo fotografije, čeprav je zdaj zelo veliko drugače, bolj živahno, prej je bilo malo bolj tako, z mojega pogleda bolj resno, no, zdaj pa tako veliko barv, bolj se dogaja, no, tudi glede kostumov. V začetku je šlo težko, ker tudi ljudje niso redno prihajali na pomero, a ne? Potem je to nekako steklo in... Ste uspešno oblekli vse igralce s tem, da ste kar nekaj kostumov sešili tudi na novo. Koliko približno? Okrog 300 kostumov je na novo. Nekaj je sprememb, nekaj smo dodali, tako da je bilo kar pestro. Ja. Sploh nismo šteli, no. Je sproti pokazalo, ne? Ja. Pri rekvizitih verjamem, da podobno, ne? Se nabere za 20 prizorov kar nekaj, ne samo oblek, ampak tudi križev, bičev, sulic, mečev, krožnikov in podobnih stvari. Ja, kako ste se lotili pa tega področja? Je bilo kar nekaj novih stvari, tukaj mi je tudi Likati pomagal, tudi on je ene stvari naredil pa enih prizorih, Božji grob, nov križ je narejen, pa za razbojnika, pa drevo, ne, in tisti križ, ki je bil prej, recimo, je bil iz ploha narejen in je bil malo pretanek, pa smo rekli, da moramo narediti tako, da v realno zagledali, tako da zdaj je voto noter, ampak je lahek, pa zgleda realno. Bilo je nekaj novih sulic za narediti, pa nekaj par rekvizitih, se pravi teh, ki jih cehi nosijo, kakšna stvar za popraviti, ne. Sicer tudi tako, ne, nekaj za preštrihati je bilo, kaj za spolirati, se veste, po 11 letih, kaj to v skladišču, se malo prahu nabere, pa je treba malo kakšno stvar obnoviti. Glede na veliko število udeležencev, glede na veliko število rekvizitov in oblek, človek verjetno potrebuje poseben sistem, ne, da ni potem kakšne panike, krize in zastojev ob samem začetku, takrat, ko zgodba steče. Kako ste se vidva z vajnima ekipama organizirala, da so stvari štimale tako, kot morajo? Po rekvizitih jaz moram reči, da pred generalki je bilo še kar malo zmeda. Smo se še malo lovili, se upravičujemo vsem nastopajočim, če česa niso takoj dobili ali pa so mogli za kaj počakati. Zdaj smo pa vse to predstavili na sobo, zdaj tudi nastopajoči točno vejo, katere rekvizite imajo, na katerem mestu so shranjene in jih tudi sami vzamejo in pol lepo vrnejo nazaj, tako da to štima zdaj se oteklo. Ja. Pri nas je pa bilo na predgeneralki bil še kar mal kaos, malo smo bile panične, bo šlo ali ne bo šlo, ne, to pač prvič je bilo za vse. Potem na generalki nekako že steklo, pol je bilo pa čez dalje bočno. Zdaj pa kar tekoče, vsi vejo, kje visi po prizorih, da pospravijo, ne, da vse so kar nekako dobro, razen določenih cvetka, ne, se pa vedno zgodijo, ne? Ja. Tako da zdaj kar nekako tečeno, no. Kakšna zanimiva zgodba, morda iz zakulisja, glede na to, da ste se, predvsem vi, garderoberi, usklajevali tudi z maskerji, pa prilagajali vse skupaj. Se je kdo pritožil nad kostumom, razen verjetno tega, ne, da je kakšen premalo topov, ker je bilo vse v zadnjih dneh kar precej hladno, ne? Ja, pri kostumih, ne, ko so hodili na pomero od novembra, se je to dogajalo 5 mesecev, je bilo kar veliko treba razširiti. In pa so se malo zasekirali, ne, ljudje, in zdaj pa kakšnemu preširoko in moramo malo zbuckati, pa malo popraviti. Spet nazaj. Ja, tako kot v življenju je tudi pri takšnih projektih. Mi si bomo zdajle privoščili kratko pauzo, potem pa skupaj z naslednjima 2 gostoma, Nejcem Gartnerjem in Natašo Vrhunc, skočili še o igralski svet, o vloge na
na odru in preverili, kako je pasijon videti iz tiste druge strani. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. V naši radijski klepetalnici na stežaj danes gostimo pasijonce, ki so že in še bodo poskrbeli za to, da bodo škofjeloški trgi in ulice oživeli v duhu škofjeloškega pasijona. Če smo prej pokukali v zakulisje, pa gremo zdajle na oder, kjer se več kot odlično znajdete tudi Nejc Gartner in Nataša Vrhunc, ki igrata vlogi Jezusa Kristusa in njegove matere Marije. Slišali smo že, ne, vi ste zraven že od samega začetka. Kaj je bilo tisto, da ste leta 1999 rekli, jaz pa grem pogledat, kaj to je, mene pa to zanima, bom že riskirala tudi nekaj prostega časa? Marjan Kokal, prvi režiser Pasijona in v bistvu tisti, ki ga je postavil, je bil naš vaški režiser v kulturnem društvu v Sevcih. In smo pri njem igrali igre. In nas je poznal. In nam je dejansko povedal, tole bo in ti boš tole vlogo igrala. Tako. In itak, da smo bili za, ker če se je Marjan nekaj lotil, je potem speljal. Tako, ker Marcelo, kar se loti, spelje. To so ljudje, ki svoje cilje uresničijo. In takrat sploh ni bilo vprašanje. In smo bili Sovčani v bistvu prvi zraven. Potem pa vsa leta. Ta pasijonski duh, ko enkrat ti vstopiš v pasijonsko vas oziroma v pasijonsko središče, te začara. Res. To je taka dobra energija, nobene slabe volje. Pa tam čas teče počasneje. Se ti nič ne mudi domov, če nimaš mehkih otrok, seveda. Se tudi mladim čas v pasijonskem središču, v nunskem samostanu ustavi, pa teče drugače? Ja, to, kar ste omenili, da je zdaj v nunskem samostanu, je to res letos novost in je res še bolj posebna izkušnja. Tako da ja, se je ostal 11 let nazaj, ki je bilo še dokaj večino stvari v gor v vojašnici. Nisi imel tega duha čez celotno dogajanje v dnevu, glede igralcev, ki moramo priti že toliko prej v vse. In si še lepo v mestu te stvari začutil, ker sem tudi pred 11 leti eno manjšo vlogo igral. Letos pa, ko prideš, ko se sam pripeljaš v Škofjo Loko, parkiraš in se namenaš v sam center Škofje Loke, te začara takoj. Pa si lahko bil v Škofji Lok že neštetokrat, ko smo domačini tle okrog doma. Ampak je v tem času je to čisto nekaj drugega. In od teh zastav škofjeloških slišiš kar to glasbo pasijonsko po celi Škofji Loki in je čisto svoj svet. Zdaj, Nataša, pri vas smo že slišali, vloga Marije vam je bila dodeljena v prvem pasijonu in še vedno ostajate v tej vlogi. Kako ste se vi osebno našli v vlogi Marije, Božje matere? Kakšna odgovornost je pravzaprav poustvariti njeno podobo, njen lik, njeno zgodbo? Dejansko z besedilom, razen to, da sem se ga mogla leta 1999 naučiti, sem ga mogla potem dejansko samo obnoviti. Ampak tako, kot sem rekla že prej, v bistvu svojo vlogo zoriš. In ker sem tudi jaz mama, tudi stvari zdaj drugače gledam, kot sem recimo leta 1999. Tudi z Marcelom sem se precej pogovarjala o vlogi te matere Marije v 15. prizoru, pa sva najla tisto skupno. Sva iskala Marijo, ki je dejansko vedela, da tako mora biti. Še zmeraj je najbrž upala, da mogoče se bo pa nekaj zgodilo, da ne bo treba, ampak je bilo treba, Jezus je mogel umreti. Sem očitno tudi malo bolj čustven človek, tako da lahko padem noter v to vzdušje. Včasih se mi tudi malo glas zlomi. In da v bistvu še tisti karakter, tisto dodatno pristnost sami vlogi, Ja, zagotovo. Ki jo ponovite kar 4-krat. Se vam uspe zbrati od enega do drugega, tretjega in potem še 4. prizorišča, Ker ko se nam glas zatrese in začne lomiti, je treba večkrat globoko vdihniti. Ja, vmes je vseeno toliko pauze med prizorišči, da se pač malo sprostiš, ampak pred vsakim vstopom na oder se pa spet moraš zbrati. In malo priporočiti, da bo besedilo šlo v redu, pa da boš znal podati sporočilo, pa da bodo gledalci tudi sporočilo pripravljeni sprejeti, ko ga ti želiš jim predati. Nejc, po manjši vlogi pred leti, letos vloga Jezusa Kristusa. Kako je prišlo do te vloge? Kakšen izziv vam pomeni igrati Jezusa Kristusa, močan lik v zgodovini, močan lik v svetu krščanstva?
Ja, kako je prišlo, da sem bil poizbran za Kristusa? V bistvu ozadja ne vem. Za Sevca, za našo faro je predstavnik za igralce Gregor Gartner in z Gregorjem zdaj že kar nekaj let sodelujeva v našem kulturnem društvu s kakšnimi predstavami in podobnim. Tako da je verjetno imel zame v mislih, oziroma so se verjetno z Marcelom to pogovarjali, tudi kakšno malo bolj konkretno vlogo. In ja, Kristus, ki ga jaz igram, nima teh problemov z besedilom, tako kot Marija. Je pa se mi zdi, da to skoraj še kdaj kar večji izziv. Ker z besedilom ti da na pladen, kaj čutiš in kaj recimo daš ljudem. Ko pa ti enkrat nimaš besedila, si da tako, ok, zdaj moram z nečim drugim prikazati to, kar je oseba, se pravi Kristus sam čutil takrat, kar hočem prek te vloge predati ljudem. In ta kontrola nad telesom, sploh pri tem izmučenem telesu, ki ga je Kristus imel takrat, je res kar izzivno. In pred vsakim vstopom na oder se res hočem dati v to vlogo, res začnem in globoko dihati in podobne stvari. Probam tresavico si prebuditi, ampak ja, res je izziv. Vidva skupaj nastopata v 15. prizoru. Če našim poslušalkam in poslušalcem kratko povzamemo sam prizor, za tiste, ki pasijona še niso videli in ga ne poznajo do te mere, da bi vedeli, o čem pravzaprav govorimo. Ja, 15. prizor je Križev pot, se imenuje. Prav, Kristus s križem prečka oder in medtem sreča tako Veroniko s potnim prtom, ki mu nudi tolažbo, edina, ki mu pristopi do njega, se ga dotakne, mu obriše kri iz čela, iz obraza. Potem naprej sreča svojo mater, žalostno, in ostale jeruzalemske žene. In res ta stik, da je Kristus, da je zmožen se dotakniti vsakega od nas, če smo pripravljeni ga počakati na tem njegovem križevem potu, ga pogledati in z njim trpeti ta križev pot. To se mi zdi, da je v našem prizoru tako zelo sporočilno. Ja. Poseben izziv oziroma morda dodana vrednost vlogi so tudi oblačila. Koliko pa recimo v vašem primeru kostum lahko doprinese k lažji interpretaciji, glede na to, da z glasom težko karkoli poveste, da morate povedati s telesom, svojim obrazom, a oblačila kaj pripomorejo ali niti ne? Ja, na predgeneralki in generalki ter tudi malo na premieri so zelo pripomogli k tem, da je Kristus skoraj padel z odra. Malo smo imeli težave z predolgo obleko. Ko si vzravnan, je skoraj prekratka. Ko pa si Kristus da križ na rame in je sključen, ugotoviš, da je imel zelo težave z obleko in da je ta njegova suknja, glede na to, da so kocke, je mogel Kristus takrat zelo merkati na to obliko. Ker jaz priznam, da nisem in sem se že res bal, da sem jo kaj uničil. Pripomore pa zelo tudi maska, ki jo so punce v maski res izvrstne, imajo čudodelne roke, da iz naših obrazov naredijo tako trpečo podobo. In to, ko se pogledaš v gledalo, je res, pač ostaneš brez besed. Sploh ne si znaš predstavljati, kaj si bojo ljudje mislili o tebi, ko te zagledajo. Tudi noben te ne prepozna več. Je pa, lahko pa to povem, kar smo se prej pogovarjali, kdaj mi je res ta maska dala največ. Po mojem je bilo v bistvu že na premieri za prizoriščem, ko sem malo že po domač povedan zašvical od nošenja križa. In na koncu prizora utrujen Kristus se zgrne pod križem in je na kolenih, na vseh štirih v bistvu vzdihuje, da bi se spočil. In v tistem gledam pred sabo, še igram sem v vlogi in kar naenkrat vidim na tleh kapljice krvi. Pak. Iz čela mi je začel kapljati. Čutil sem na čelu, da me je trneva krona prav pritiska in takrat verjetno bilo je od pota in od maske in od adrenalina, ne? Ja, in od umetne krvi, ampak zmeraj sem pa tako razmišljal, da je zelo fajn za gledalce, da pridejo in izkusijo ta pasijon, ampak mi je zelo žal za vse, ki pridejo gledati, ker ko enkrat igraš, je šele tista prava izkušnja pasijona in križevega pota. Morda povabilo za naslednjo, ne? Ja, sploh vsi Ločani in iz obeh dolin, ki so malo cincala, ne bi
res čez 6 let. Dobrodošli v ekipi, ne? res je. Zdaj, premiera je običajno tista, ki jo igralci pričakujejo z največ treme, z največjim cmokom v grlu. Kako pa je pri vama? Je trema prisotna pri vsaki novi ponovitvi ali je bilo na premieri morda, ker je bilo prvič, ne, pred polnimi tribunami, pomembnimi gosti, vseeno drugače kot sicer? V bistvu niti nisem imela kaj veliko treme. Recimo na generalki se mi je pa zgodilo, da sem na C prizorišču 1-2 vrstici spustila in sem ugotovila, da moram biti kar ponižna pred vsakim vstopom na oder, da se moram malo priporočiti, da bo šlo vse v redu. Kljub temu, da besedilo imam v malem prstu, se še vedno lahko zgodi kakšen mrk v glavi. Tako da te lahko preseneti. A ne? Je vedno znova izziv. Ja. Tako da se moraš pripraviti, malo srce bije, ja, pa malo imaš take v želodcu, malo teže bom rekla, ampak ko stečejo stvari naprej, v redu stečejo. In gre vse prav. In naj gre vse prav. In verjamem, da bo šlo še veliko zadovoljnimi obiskovalci in gledalci. Mi si bomo zdajle privoščili nekaj glasbe, potem pa bo seveda tudi naša beseda stekla naprej in vam v vaše domove prinesla še nekaj pasijonskih zgodb. Na stežaj Radijska klepetalnica. na Radiu Sora. Še nekaj minut današnjega jutra nam je ostalo v družbi pasijoncev, ki nam odpirajo vrata v svet škofjeloškega pasijona, ki je letos po 11 letih ponovno zaživel na škofjeloških ulicah in trgih. Pogledali smo na oder, pogledali smo v zakulisje, poklepetali smo z režiserjem, zdajle pa morda za konec potegnemo še črto pod vse povedano. Pasijon prinese na ogled 20 prizorov, kateri delček celotne zgodbe pa je vam najljubši, najbolj tak, ki se vas morda dotakne? Najprej bom povedal to, da s ponosom poslušam, kaj govorijo igralci, ker vidim, pa to skromnost, rečem, vidim, da to, kar smo govorili na vajah, je prišlo do src. To, kar je Nejc spravil o Jezusu, Jezusi, ki nimajo govorečih vlog, imajo najtežje vloge in jih krasno podajo. In je zelo težko igrati ta lik, brez da se te dotakne. Ne? To ni mala vloga, je zelo velika vloga. Čeprav bi kdo mislil, saj samo visi na križu ali pa kaj takega, ampak to sporočilo, to, kar pokažemo, je zelo, zelo globoko. Glede pasijona kot takega, vsak prizor ima svoj čar. Meni je najbolj pri srcu prizor Mati 7 žalosti, ker je kot zaključek celega pasijona in zato sem ga tudi malo spremenil od originalne verzije, ne glede na to, kar je besedilo. Besedilo je tako, kot mora biti, ampak za 2 prizora, zatem, kar tukaj uprizarjata Nataša pa Nejc, pride ta prizor, v katerem mati drži mrtvega sina. In sem si zelo želel pokazati, se sva to tudi z Natašo govorila, pokazati Marijino žalost in Marijino ljubezen hkrati. Da Marija je, čeprav imela strgano srce, še vedno imela čas, da ona tolaži ostale. V slučaju od Nataše se točno vidi, dodal sem še nekaj žena, se točno vidi, da ona, čeprav je žalostna, potem še naprej pomaga ostalim. In pri Mati 7 žalosti, ki drži Jezusa, tekst, ki ga je brat Romuald napisal, je tako globok, da ona še vedno pravi, kakšno je, da gleda raztrgano telo in potem se obrne na vse nas in reče, grešnik, to je zate naredil. Ne? Zate je umrl, zate sem to pretrpela. Ne? To vlogo Marije sem si zelo želel pokazati tudi v tem pasijonu. In se mi zdi ta prizor veličasten, ker tekst je odličen in potem na koncu apostol Janez pove največji spoved ljubezni, ki jo lahko povemo kot kristijani, da rajši umrem, kot pa zatajim Kristusa. Kaj pa ostali, ste si že uspeli ogledati letošnjo postavitev pasijona v celoti, pa najti svoj najljubši delček, ali vas to še čaka v nadaljevanju? Še čakamo. Potem bomo o tem spregovorili ob naslednji priložnosti.
V nadaljevanju pa morda vi ste že omenili, kako veseli ste dobrega odziva igralcev in sodelujočih. Kaj pa vam pomeni dober odziv, številne pohvale vseh obiskovalcev, gledalcev letošnjega Pasiona, ki so navdušeni nad izvedbo, nad zgodbo? Zdaj bom uporabila besedo spektakel, čeprav morda ni najbolj primerna, ampak vseeno gre za dogodek, ki pušča pečat in se pravzaprav ne zaključi na samem prizorišču, ko odide zadnji igralec, ampak nas spodbuja k premišljevanju še dolgo potem. Kaj vam pomenijo taki odzivi, vam kot režiserju, pa seveda tudi vam kot ustvarjalcem? Mislim, res veliko pomeni. Sploh, ko vidiš odzive od ljudi, ki so prišli brez pričakovanj. Poznam ogromno primerov vprašanj, kako sploh poteka tak Pasijon in vedno dobim vprašanje, več Kristusov vas je, a ni samo eden. In zmeraj znova razlagam in potem, ko se to ogledajo ljudje, so včasih res brez besed, včasih še premišljujejo to še naslednje 3 dni. To sem zadnji z enim govoril, ki je 3 dni nazaj šel gledati, ga moram spet vprašati, kako je po enem tednu. Ampak se mi zdi, da če pride človek, oseba gledati Pasijon, že vnaprej pripravljen, da hoče podoživeti te trenutke Kristusovega trpljenja, bo šel napolnjen iz prizorišča zagotovo. Pa tudi ostali, ki pridejo to gledati kot neko dramsko prizoritev, kulturno prireditev, se mi zdi, da ne morejo zanikati teh čustev, ki jih doživijo. Res, tudi če niso verni, je to taka tematika, da te gane. Tišina v občinstvu je zelo kričeča in to je največ. Sem pa slišala od ene kolegice, ki je šla z osnovnošolsko mladino gledati in je rekla, so otroci še malo klepetali, ko je pa smrt s koso udarila tla s posivkami njen. In če zna človek na tak način utišati otroke, potem marsikaj pove s tem, da pridobi njihovo pozornost, njihovo zbranost. In resnost. Jaz skozi pravim, da to ni uprizoritev ali pa stvar, ki bi bila samo za kristjane, ampak za vsega človeka, ki se želi malo zamisliti, ker ta Pasijon res daje eno tako lepo zgodbo o smislu človeškega življenja tukaj na zemlji in je res namenjen za vsakega, ki se hoče malo zamisliti sam vase. Jaz sem tudi slišala same pozitivne stvari. Komaj čakam, da se v živo ogledam. Sicer zdaj gledam samo napake po slikcah, iščem samo napake, kjer kakšnemu manjka, kakšna nogavica napačne barve, ampak upam, da do konca mi uspe v miru pogledati. In tudi vam ujetne sporočilo, ki si ga vsak gledalec odnese domov, interpretira po svoje. 3 priložnosti za to, da ujamemo letošnji Škofjeloški Pasijon, so še pred nami. Danes ob 16, pa potem še v soboto ob 20 in v nedeljo ob 16. Za vreme ste se zmenili? To gospod poskrbi, ni nobenega problema. Odlično. Midva, gospod Marcelo Brula, sva začela, pa dajva še zaključiti. Škofjeloški Pasijon je, kot smo danes lahko slišali, nekaj, kar se priporoča videti prav vsakemu med nami. Zakaj je takšno priporočilo namenjeno vsem nam? Pa ne samo tistim, ki do zdaj Pasijona še niso videli, ampak tudi tistim, ki so ga morda videli pred leti, pa pravijo, saj sem ga že videl, pa letos ne bom šel. Zakaj vseeno vzeti pot pod noge, pa poskrbeti za novo doživetje, novo zgodbo, pa zato, da gre v prodajo še tistih nekaj malo vstopnic, ki so ostale. Za danes že jih nimamo več, že. Še sobota pa nedelja. Pasijon je zgodba človeka. Pasijon je zgodba, v kateri govorimo, da se je zgodila pred 2000 leti, napisal jo je brat Romuald pred 300, lahko pa opazimo, da se nismo kaj preveč spremenili kot družba, ne kot človek. V Pasijonu vidimo res vsa človeška čustva, kako hitro smo veseli, ko vemo, katera je resnica in kako hitro, če se bojimo, ko je strah, preidemo čez to resnico in gremo rajši obsojati nekoga, ki vemo, da je nedolžen. Vidimo, kako oblast, čeprav ve, da ta oseba ni kriva, jo noče križati v tem slučaju ali noče soditi, noče priznati, da je ve, da ni nič slabega naredil, pod pritiskom množice in pod pritiskom ideje, da bo zgubil oblast, vseeno
naredi krivico, čeprav ve, da je krivično, kar dela. Ga obsodi na smrt, čeprav ve, da ni nič hudega. In to se še danes dogaja po celem svetu. Obsodimo, hitro obsodimo, smo pripravljeni obsoditi nekoga, tudi če ni res, ne, če ni kriv. Po drugi strani pa vidimo tudi, kam nas pelje prava ljubezen, če jo peljemo do konca. Ne. Do konca je dal vse, kar je imel, svoje življenje, nam je daroval vse, da nas je prišel vse odrešiti. Tako da zgodba je še vedno aktualna. In zakaj priti, če sem že bil na tej predstavi par let nazaj? Ker vsak človek je drugačen vsak dan. In ni isto, kar sem doživel na leto nazaj, ali pa to, kar danes doživljam. Smo drugače razpoloženi, smo dorasli, drugače dojemamo kakšne ideje, kakšne misli. Obenem pa tudi vsak režiser malo drugače pokaže to zgodbo in mislim, da se res splača. Odnesemo veliko, vsi, ne samo gledalci, tudi mi, ki uprizarjamo. Dragi pasijonci, hvala lepa vam za današnji obisk v studiu, za tale klepet, za nekaj utrinkov, ki ste jih delili z nami. Mi vam želimo še 3 krasne pasijonske večere in seveda veliko vseh tistih, ki bodo po ogledu pasijona razmišljali in svojim delom pripomogli k boljšemu in lepšemu svetu. Srečno! Hvala. Hvala.